Dober dan, spoštovani gostitelj, direktor Aleš Dolenc, sodelavci, predsednik Kmetijsko-gozdarske zadruge EMSORA Anton Kokelj, predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič, poslanec Državnega zbora Janez Žakelj, župan občine Žiri Franc Kranjc, vsi, ki ste prispevali k rasti podjetja in njegovih dejavnosti, cenjene žirovke in žirovci, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe in tako tudi v svojem imenu. Predvsem na prireditvi, ki priča o vztrajnosti, drznosti, zdravi kmečki pameti, pripadnosti, spoštovanju tradicije in odsotnosti predsodkov pred inovacijami ter uspehu, ki je plod vsega naštetega. V Državnem svetu vedno znova poudarjamo, da v Sloveniji tudi zaradi geografske majhnosti in hkrati razgibanosti in raznolikosti posameznih regij potrebujemo uspešne obrtnike, podjetnike, gospodarstvenike, pa tudi zadružnike. Razvoj obrti in podjetništva lahko namreč bistveno prispeva k razvoju okolja in skupnosti ter k dvigu življenjskega standarda na vseh področjih in koncih v Sloveniji. Tukaj danes je tudi dokaz, da lahko iz obrti, ki prvotno deluje na izrazito lokalni ravni, nastane tudi mednarodno uspešno podjetje. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je za uspešen razvoj obrti podjetništva nujen kakovosten razvoj vseh ostalih družbenih sistemov in podsistemov. Napredek obrti, podjetništva in gospodarstva na splošno brez nujne podpore močnega izobraževalnega sistema s posluhom za gospodarstvo ni mogoč, zato si moramo za uspešno sodelovanje nenehno prizadevati. V luči enakomernega razvoja, za katerega si prizadeva Državni svet, tudi s projektom uvedbe pokrajin, je potrebno poudariti, da z razpršenim omrežjem izobraževalnih ustanov naša država ohranja eno redkih primerjalnih prednosti v času po osamosvojitvi. Izobrazba s sabo praviloma prinaša boljša delovna mesta in večjo dodano vrednost. Vse to pa zvišuje kakovost življenja tudi izven uradnih velikih urbanih centrov. Poleg znanja, ki ga lahko mladi pridobijo v šolah, pa je pomembno tudi znanje in spretnosti, ki jih lahko pridobijo od svojih starejših kolegov, mojstric in mojstrov, sodelavk in sodelavcev. Prenos že osvojenega znanja v nove sodobne procese z nekaj drznosti in odprtosti za inovacije je v času, ko se svet izredno hitro spreminja, še kako pomemben. Dovolite, da to ponazorim z dvema zelo znanima rekoma, ki jo tako v zadrugi EMSORA kot tudi v delniški družbi EMSORA vsakodnevno uporabljate. Tople vode nam ni treba več odkrivati. In še, če ne napreduješ, nazaduješ. Spoštovani, tudi v prihodnje vam želim veliko uspeha, da se bo plemenitil in pljuskal vse naokoli. Dobra, uspešna podjetja, zgodbe o uspehu, kot je vaša, so za lokalne skupnosti izrednega pomena, saj le, če bomo ustvarjalni, bomo lahko pridelano tudi delili. Okolikor bomo imeli veliko uspešnih gospodarskih subjektov, ki bodo ponujala delovna mesta v okoljih izven prometno preobremenjenih centrov, hkrati pa bodo prispevala k temu, da bodo mladi ostajali na podeželju, bomo naredili pomemben korak k decentralizaciji Slovenije. Kar tako, mimogrede bomo s tem naredili pomemben korak na poti k razogljičenju in ohranjanju lepe kulturne krajine, pa tudi biotske raznovrstnosti, na katere smo upravičeno ponosni. Zahvaljujem se vam za vložen trud, za doprinos k dobrobiti družbe ter lokalno v Žireh na ščitišču 3 slovenskih pokrajin, Gorenjske, Notranjske in Primorske, kot tudi širše izven slovenskih meja. Upravičeno ste ponosni na svoje dosežke, naj bo s tem zavedanjem današnji dan še posebno prazničen in prijeten. Naj živi EMSORA. Hvala lepa.